4, akcija. Ok, če ti zdaj rečem, da v nekem tujem jeziku, recimo francoščini, govori 30 sekund, kako se počutiš? Verjetno malo neprijetno. Pa tudi, če bi te vprašal, da 30 sekund govoriš v nekem drugem tujem jeziku, ki se ga želiš mogoče naučiti. Ampak, a veš, da tudi v jeziku, v katerem danes mogoče lahko govoriš samo 30 sekund ali pa niti to ne, že čez 28 dni lahko prosto in svobodno govoriš kar 10 minut. Vem, to se ti mogoče zdi za lase privlečeno. Ampak to lahko doseže praktično vsak udeleženec ali udeleženka naših jezikovnih programov. Moje ime je Matej Sedmak, ustanovitelj jezikovne šole Language Magic Adventures in LMA metode, ki je že več kot 4000 ljudi pripeljala do preboja v govorjenju tujih jezikov in to pogosto že v prvih 28 dneh. Danes bi ti rad predstavil, kako je to mogoče. Se bo pogledala 4. element izmed 5, ki sestavljajo našo unikatno metodo. In sicer, ko se ti učiš jezika, se zgodi en taka terasasta struktura napredka, ki je en plato in potem skočiš gor in potem je plato in je skok gor in plato in tako dalje. Ne? Se pravi, greš tako v terasastih, skratka ponavadi to, ne vem, vsake par let se zgodi en tak preboj in potem na koncu po 10 letih govoriš jezik, recimo. Ne? Mi pa probamo tale proces močno skrčiti. Se pravi, poleg tega, da imaš ti intenzivne vsakdanje srečanje, tudi enkrat tedensko te prosimo, da govoriš prosto in tudi določeno število minut in tudi daljše in daljše in daljše in daljše. In kar to naredi, je v tvojih možganih en tak efekt sesavca, da nekako tako proba posrkati iz tebe vse. In ko daš vse ven, nekako se en močan vakuum ustvari potem v možganih, ki ga potem zapolniš tekom tedna. In zato vsak teden se zgodi v bistvu ta terasast premik v samem jeziku. Ne? Glej, in tej teoriji se v bistvu reče Forced Output Theory, oziroma to je Comprehensive Output Hypothesis od Marilyn Swain, lingvistke, in je v bistvu ena metoda, ki ni tako popularna kot Stephen Krashenova input hypothesis. Ne? Ampak v bistvu srečal sem se s tem že na samem začetku, ko sem na Japonskem zgradil moj prvi jezikovni program in sem to dal kot osnovo, da so mogli ljudje pač progresivno dlje in dlje časa govoriti jezik. In potem, ko sem se srečal na Meiji univerzi z profesorjem Charlesom Brownom, mi je v bistvu, to je bilo v času, ko sem se potegoval za mesto na eni univerzi kot predavatelj jezikov in sem mogel nekako predstaviti akademsko osnovo mojega programa. In ko sem imel pri njem konsultacije, sva v bistvu to ugotovila skupaj. Sem mu razložil svoj program in rekel, to je pa v bistvu Comprehensive Output Hypothesis, to je pa v bistvu Forced Output Opportunity, ne? Nekaj takega, kar se zgodi. Se oproščam za malo kombinacijo angleščine in slovenščine, težko mi je v bistvu razmišljati o slovenščini, kadar govorimo o teh konceptih. Ampak to je v bistvu en tak koncept, ki ni bil ni tako popularen, kot je recimo tale teorija vnosa. Ne? Je pa zelo, zelo pomembna, predvsem, kadar se naredi skupaj z močnim vnosom. Se pravi, kadar mi naredimo okolje, kjer je ogromno vnosa jezika in potem imaš tale nujni output, se zgodi res ena taka magija, ki jo lahko doživiš, ki je res izredna. In zdaj, če želiš LMA metodo izkusiti na lastni koži, potem lahko to storiš brezplačno. Saj trenutno ponujemo brezplačne trening ure. In tam ti z ekipo razkrijemo, kako naša metoda deluje, zakaj je tako učinkovita, ti pa se lahko prepričaš, ali je to nekaj, kar bi lahko tudi tebi pomagalo do hitrega osvajanja tujega jezika, ali ne. Tako da, klikni na gumb nekje okrog tega videa in rezerviraj svoje mesto, dokler so še na voljo. In ker so urniki naše ekipe že tako nabito polni z obstoječimi tečajniki, se ti splača prijaviti čim prej. Se vidimo.